Dragi bratje in sestre, kdaj se je v resnici začelo novo leto? Pred 4 dnevi? Nikakor. Vprašajmo se danes, kdaj se je zares začelo novo štetje naših življenj. Začelo se je s prihodom Jezusa Kristusa na ta svet. Takrat je za vse nas vzšel novi dan, saj se je Božji otrok učlovečil. Rodila se je ljubezen. Janezev evangelij nas o tem čudovito pouči. V začetku je bila beseda, in beseda je bila pri Bogu, in beseda je bila Bog. In beseda je postala meso. Ta čudovita beseda se je učlovečila in bivala med nami, a evangelij žal dodaja pretresljivo ugotovitev. In ljudje je niso sprejeli. Vprašajmo se, smo ga mi sprejeli? Smo odprli svoja srca Jezusu. On je prišel k nam, da bi ga povabili v svoje življenje in to radostno vest ponesli tja, kjer še tečejo solze, kjer kraljuje smrt in kjer razsajajo bolezni ter vojne. Jezus nam je dal obljubo. Obljubil je, da bo obrisal vsako solzo in da bo svet postal raj za vse, ki bodo vztrajali do konca. Kaj pomeni vztrajati do konca? Pomeni zdržati do konca starega sveta, do konca vojn, žalosti in bolečine. Zemlja namreč pripada Bogu in njegovim otrokom, ki so Jezusa sprejeli za svojega zveličarja. On je tisti, ki odpravlja grehe. Le Sveti Duh, Jezus Kristus in nebeški Oče lahko storijo tisto, česar človek sam ne zmore. Ko se nas dotakne Sveti Duh, ko v nas odjekne Božja beseda, se začnejo dogajati čudeži, ki jih vsi tako željno pričakujemo. Ali ste svoj čudež že doživeli? Ste dopustili Jezusu, da postane vaš odrešenik? Njegova daritev je bila preprosta in popolna. Daroval se je, da bi ga mi lahko sprejeli. Vprašajmo se, ga nosimo le v Svetem pismu, v torbi ali zgolj na jeziku, ali pa ga nosimo v svojem srcu. Naša dejanja so tista, ki pričujejo o tem, kdo smo in ali smo resnično člani Kristusove cerkve. Ali tja, kamor stopimo, prinašamo radost evangelija, ali pa še vedno širimo le žalost in negotovost. Ni nam treba več čakati, saj je Jezus že med nami. Čaka le na naš odziv, da bi lahko zaživeli v polnoti. Želi, da ga sprejmemo kot največji dar in ga podarimo vsem obupanim, bolnim in tistim, ki še niso spoznali njegove odrešenske moči. Sama sem ga sprejela. On me osrečuje, razveseljuje in opogumlja. Vedno znova mi šepeta. Govori o evangeliju, ki je radostna vest. Z globoko hvaležnostjo pričujem v imenu Jezusa Kristusa, da je on darilo in milost za vsakogar izmed nas, brez izjeme. Ni greha, ki ga on ne bi mogel spremeniti v svetost. Obljubil je, da bo pod svoje noge položil celo smrt, da bomo lahko živeli, se radostili in ljubili drug drugega. Vse to izpovedujem v njegovem svetem imenu in z neskončno hvaležnostjo. Dobrodošli. Danes imamo pred sabo nekaj, kar je na prvi pogled precej preprosto. Prepis enega 7-minutnega duhovnega pričevanja. Ampak, če pogledava malo podrobneje, se v njem skriva skoraj subverziven napad na to, kako dojemamo čas, vero pa tudi samo realnost. Tako je. Danes bova poskusila razpakirati ta zgoščen paket idej. Da vidimo, kako močan je v resnici. Ver je pričevanje Viljane Belis, podano v Cerkvi Jezusa Kristusa, svetih, januarja 2026. Ja, in zanimivo je, ker to besedilo pač ne sledi neki pričakovani poti, ne ponuja novoletnih spodbud ali nasvetov za samopomoč. Ne, sploh ne. Namesto tega postavi poslušalca pred vrsto, rekla bi, radikalnih izbir. Pravzaprav je celotno pričevanje zgrajeno na kontrastih. Koledarski čas proti duhovnemu času, površinska vera proti živi izkušnji, obup proti obljubi. In ravno v teh napetostih se skriva sporočilo. V redu. Pa skočiva kar v prvo napetost, ki jo omenjaš, ker me je res bodla v oči.
Govorka začne brez kakršnega koli uvoda z vprašanjem, ki je naravnost provokativno. Ko kdaj se je začelo novo leto, dragi bratje in drage sestre? Pred 4 dnevi. To ni resnica. Mislim, to je precej drzna izjava, ne? Absolutno. Kar tako zavrniti nekaj tako temeljnega in družbeno dogovorjenega, kot je kalendarsko novo leto, in reči, pač to ni resničnost. To bi lahko marsikoga takoj odvrnilo. Seveda, in v tem je tveganje, a hkrati moč te retorične strategije. Ne začne s postopnim preprečevanjem. Takoj postavi ultimat. Ali boš ostal v svetu družbenih konvencij in kalendarjev, ali pa si pripravljen stopiti v drugačen okvir razmišljanja. S tem, ko zavane 1. januar, ne zavrača samo datuma, zavrača celoten posvetni način merjenja pomembnosti in novih začetkov. V bistvu te prisili, da se vprašaš, kaj sploh pomeni novo leto. Je to samo obrat strani na kalendarju ali je to nekaj globljega? In njen odgovor na to vprašanje seveda usmeri naravnost v središče krščanske teologije. Pravi, da se je pravo novo leto, nov dan za vse nas, začelo s prihodom Jezusa Kristusa na zemljo. Tako je. Da bi to utemeljila, pa seže po enem od, recimo, najgostejših in najbolj mističnih odlomkov v Svetem pismu. Ja, iz Janezovega evangelija, točno. Iz Janezovega evangelija. V začetku je bila beseda in beseda je bila Bog in beseda je meso postala. In tukaj pridemo do koncepta učlovečenja oziroma inkarnacije. To je ideja, ki jo je včasih težko razumeti, ker je tako abstraktna. Ampak če jo poskusim prevesti v bolj sodoben jezik, Poskusimo. predstavljajmo si, da je beseda, torej Bog, ljubezen, ultimativni princip vesolja, nekakšna popolna abstraktna programska koda. V redu. Inkarnacija je trenutek, ko se ta koda ni več samo vrtela na nekem nebeškem strežniku, ampak se je naložila na fizično strojno opremo, postala je meso. In po besedah govorke je ta namestitev tista, ki je zares resetirala svetovni koledar, ne pa nek poljuben datum, ki smo ga določili ljudje. Ta analogija je odlična. S tem se v bistvu postavita dva tira, ne? Na eni strani imamo ta posvetni, ciklični čas, ki teče v krogu, leto za letom, zmeraj enako. Na drugi strani pa s tem dogodkom začne nov, linearen, duhovni čas, ki gre naravnost proti nekemu cilju. In ko to razumeva, postane jasno, zakaj je tisto prvo vprašanje tako pomembno. Postavlja temelje za vse ostalo. Natančno, ker če sprejmeš to premiso, da se je ključni prelom v zgodovini že zgodil, se logično postavi naslednje vprašanje, ki ga govorka ponavlja kot refren skozi celotno pričevanje. Smo ga mi sprejeli? Točno to, smo mi sprejeli Jezusa v naša srca. Poudarek se premakne z zgodovinskega dogodka na osebno odločitev tukaj in zdaj. In tu uporabi še eno prispodobo, ki je res ostra in ne pušča prostora za izgovore. Postavi v kontrast nošenje Jezusa v srcu z nošenjem svetega pisma v torbi ali pa pač zgolj z imenovanjem njegovega imena na jeziku. Ja. Ta podoba z Biblijo v torbi je res močna. Skoraj si lahko predstavljaš nekoga, ki se muči pod težo velike okorne torbe, polne pravil in dogem, namesto da bi občutil lahkotnost, o kateri govori govorka. To je v bistvu kritika tega, kar bi lahko imenovali, utelešena vera proti zunanjemu verovanju. Ne gre za to, da poseduješ knjigo ali poznaš besede, ampak da dovoliš, da te vsebina te knjige spremeni od znotraj navzven. Aha. Dejanja pričujejo, kdo smo. To je staro načelo, ampak ona ga postavi v zelo neposreden kontekst. Sprašuje, ali res lahko trdimo, da smo del cerkve Jezusa Kristusa, če naša dejanja, naše obnašanje, naš obraz še vedno odraža žalost in čakanje starega sveta namesto radosti novega. Zanimiva mi je beseda, ki jo uporabljaš in ki jo uporablja tudi ona, dovoliti. Ja. Lahko rečete, da ste dovolili. Običajno vero povezujemo z naporom, z dosežki, z voljo, moram verjeti, moram se truditi. Ampak dovoliti implicira nekaj drugega. Točno tako. Implicira, da je moč že prisotna in da je naša naloga samo, da ji odpremo vrata, da se umaknemo s poti. Točno to. In to je ključen teološki in tudi psihološki premik. Vera ni predstavljena kot vzpenjanje na goro z lastnimi močmi, ampak kot sprejetje darila, ki ti je ponujeno. To se neposredno navezuje na njeno omembo čudežev. Ko se nas dotakne Sveti Duh,
se dogajajo čudeži. V tem kontekstu čudež pač ni neka nadnaravna kršitev fizikalnih zakonov, ki jo pasivno čakamo. Ne, seveda ne. Čudež je tisto, kar se zgodi v našem življenju, sprememba perspektive, ozdravitev odnosa, notranji mir, ko dovolimo tej preobražajoči sili, da deluje v nas. Je posledica odprtosti, ne napora. V redu, torej vera ni nekaj, kar imaš, ampak nekaj, čemur dovoliš, da se zbudi v tebi. Ampak, in to je vprašanje, ki bi si ga zastavil marsikdo, zakaj bi to sploh storil? Kakšna je nagrada za to odprtost? Ja, In tu govorka postavi na mizo res visoke stave. Obljube, ki jih opiše, so naravnost kozmične. Kaj ne? absolutno. Opiše estotološko vizijo, torej vizijo končnega stanja sveta, ki je izposojena iz knjige Razodetja. Govori o svetu, kjer bo Bog obrisal vse solze, kjer ne bo več smrti, bolezni, vojn. Svet, ki bo spremenjen v raj za vse ljudi. Točno. To so ultimativne obljube, odgovor na najglobše strahove in hrepenenja človeštva. Ampak, kot si nakazal, zraven pride pogoj. Pogoj. Pogoj je vztrajanje do konca. Ampak, čakaj malo. Ko slišim to frazo, ne, vztrajati do konca, Ja, moj prvi odziv je, seveda, to pomeni biti veren do svoje smrti, do konca življenja. To je ta standardna interpretacija. točno. To je standardna interpretacija. Ampak njen odgovor je popolnoma drugačen in, če sem iskren, precej bolj radikalen. Kaj točno pravi? Njena definicija je res presenetljiva in spremeni celotno perspektivo. Citiram: do konca pomeni do konca starega sveta, do konca vojn, do konca solz, do konca žalosti. Wow, to je fascinanten retorični premik. Konec ni več individualni biološki dogodek, moja smrt. Konec je kolektivni zgodovinski dogodek, konec trpljenja na svetu. Torej, Večina verskih sporočil to idejo postavlja na osebno raven. Vztrajaj do svoje smrti in boš nagrajen v onostranstvo. Tukaj pa govorka individualno odgovornost poveže s kozmično preobrazbo. se pravi, moje vztrajanje ni samo moja zasebna pot do odrešenja. Točno. S tem posameznikovo dejanje dobi veliko večjo težo. Ne rešuješ le sebe, ampak aktivno sodeluješ v prenovi sveta. Postaneš del nečesa večjega. Tvoje življenje postane del večjega projekta ponovne vzpostavitve Božjega reda na zemlji, o katerem govori, ko pravi, da zemlja je od Boga in od Božjih otrok. To je psihološko neprimerno bolj motivacijsko kot zgolj pasivno čakanje na posmrtno življenje. Vztrajanje ni čakanje na smrt, ampak aktivno življenje po principih novega sveta, medtem ko si še vedno obkrožen starim. In ravno v tem trenutku, ko so te ideje najbolj abstraktne in kozmične, naredi govorka ključen obrat. Vse to prizemlji z nečim zelo konkretnim in osebnim. Preprosto reče: jaz sem ga sprejela. To je trenutek, ko teorija postane pričevanje. Brez zadržkov naravnost pove: jaz sem ga in usrečuje me, razveseljuje me, opogumlja me. To je strukturno gledano prelomnica. Če pogledava argument, začne z univerzalno teološko trditvijo o prihodu Jezusa. Tako. Nato prejde na osebni poziv sprejmite ga. In potem ta poziv podpre z osebnim pričevanjem, ki deluje kot dokaz. Pravi: poglejte, to ni samo teorija, to je rezultat. To se zgodi, ko rečeš da. In osebna izkušnja je potrditev. Ja, postane potrditev veljavnosti celotnega sistema, ki ga je prej opisala. In ta izkušnja ni nekaj pasivnega, sreča, veselje, pogum so aktivne, dinamične sile. In te sile niso same sebi namen. Ne pravi: srečen sem in to je to. Ne, ta osebna izkušnja je predstavljena kot gorivo, kot motivacija za to, da se ta radostna vest širi naprej. Točno. Še posebej, kot pravi, k tistim, ki so obupani, ki verjamejo v smrt, ki verjamejo v bolezni. S tem vera preneha biti zasebna zadeva in postane poslanstvo. Postane nekaj, kar moraš deliti. Ja, ker je preprosto preveč dobro, da bi obdržal zase. S tem se je argument sklenil popoln krog. Začne se univerzalno, se spusti na intimno osebno raven in se na koncu vrne k univerzalnosti, ampak tokrat obogaten z osebno izkušnjo. Sporočilo ni več samo Jezus je prišel, ampak Jezus je prišel, jaz sem to izkusila in ta izkušnja je na voljo tudi tebi. Aha. In tu postane sporočilo absolutno vključujoče. Res, proti koncu to poudari z vso močjo. Jezus je darilo in milost za vse nas, za vsakoga,
prav za vsakoga, ni izjeme na tej zemlji. To je res radikalno sporočilo v svetu, ki je poln delitev in pogojevanja. Ne samo vključujoče, ampak tudi absolutno v svoji moči. Uporabi stavek, ki je teološko res nabit. Kateri? Ni ga greha, ki ga ne bi spremenil v svetost. To je ideja o popolni preobrazbi. Ne gre samo za odpuščenje, za brisanje dolga. Gre za alhimijo, za preoblikovanje najtemnejšega materiala v nekaj svetega. Sporočilo je, da ne glede na to, kako daleč je nekdo zašel, ne glede na to, kaj je storil, je ponujena milost močnejša. In končna obljuba. In končna obljuba, ki zaokroži vse, je ultimativna zmaga nad največjim človeškim sovražnikom, da bo Jezus tudi smrt dal pod svoje noge. Če na hitro povzamem pot, ki sva jo prehodila, začela sva z zavrnitvijo kalendarskega novega leta in postavitvijo novega duhovnega mejnika. Tako je. Nadaljevala sva z razliko med pasivno zunanjo vero, Biblijo v torbi, in aktivno živo vero, ki temelji na dovoljenju. In prišla sva do vizije preobraženega sveta, ki je obljubljen tistim, ki vztrajajo do konca, ne do konca svojega življenja, ampak do konca trpljenja na svetu. Tako je. In morda za konec še ena misel, ki je to pričovanje pušča odprto in je morda najbolj izzivalna od vseh. Pa poglejva. Govorka ves čas poudarja, da Jezus je že prišel na to zemljo in da zdaj on čaka na nas, da ga sprejmemo. To je ključno. To je ključno, ja. Trpljenje v svetu, solze, smrt, vojne, v njenem besedilu ni predstavljeno kot dokaz, da rešitve ni ali da je Bog odsoten. Ravno nasprotno. Vir trdi, da je rešitev že tu, med nami, a da je človeštvo kot celota še ni v polnosti sprejelo. To je res popoln obrat perspektive. Običajno se vprašanje postavlja, če Bog obstaja in je dober, zakaj je potem toliko trpljenja? Tukaj pa je trditev drugačna. Rešitev je že tu, problem je v našem, nesprejemanju. Natančno. In to nas, pripelje do vprašanja za razmislek, ki ga lahko pustiva poslušalcem. Kakšen je pomen in kakšne so implikacije prepričanja, da rešitev za najglobše probleme človeštva, ne za vojne, bolezni, smrt, da to ni nekaj, kar moramo šele ustvariti, ali odkriti, ali si z lastno genialnostjo zaslužiti? Ali pa izumiti, točno. Kaj če rešitev, kot trdi ta vir, ni v naslednjem tehnološkem preboju ali politični utopiji, ampak je nekaj, kar je že navzoče, kar je že tu, med nami, in zgolj čaka, da je sprejet. In to ni kar en običajen nagovor, sploh ne, je pravzaprav poziv k razmisleku, kaj res, ampak res pomeni nov začetek. Pa poglejmo, zakaj točno gre. In tale zapis se začne, res nepričakovano. Ne postavi kar neke trditve na mizo. Ne, namesto tega izzove eno splošno prepričanje. In ravno ta pristop takoj pritegne pozornost, pripravi nas na nek, povsem drugačen pogled na čas in na same začetke. Evo, to je to osrednje vprašanje, ki ga postavi govorka. Namesto, da bi preprosto sprejela, da je novo leto, ker tako piše na koledarju, nas vabi, da res premislimo, kaj je tisti globši pomen novega leta. In to vprašanje je res temelj za vse, kar sledi. Že tako na začetku jasno povedano, pozabimo na to, da je 1. januar tisti pravi začetek. Pričevanje trdi, da je to precej površinsko razumevanje. Tisti pravi prelom, ki ga imenuje nov dan, se je v resnici zgodil že veliko prej. In to nas seveda pripravi na glavno vprašanje, kaj je potem ta resnični začetek? Torej, če 1. januar ni pravi začetek, kaj potem je? Pričevanje ima seveda svoj odgovor. In ta odgovor se skriva v konceptu, ki ga imenuje novi dan. Pa poglejmo si malo podrobneje, kaj točno naj bi to pomenilo. In tukaj je ključna trditev. Pravi, nov dan za celotno človeštvo naj bi se začel s prihodom Jezusa Kristusa na zemljo. Poudarek je na tem, da ne gre za nek letni cikel, ki se ponavlja. Ne, gre za en sam prelomen dogodek v zgodovini, ki je, vsaj po mnenju govorke, spremenil absolutno vse. Zelo zanimivo je tudi, kako pričevanje utemelji to trditev. Za pojasnilo se sklicuje na enega najbolj znanih citatov iz Janezovega evangelija: v začetku je bila beseda in beseda je meso postala. Sporočilo je torej jasno, ne gre samo za rojstvo človeka,
ampak za utelešenje same Božje besede. In da bi to res dobro razumeli, si moramo pogledati ta osrednji teološki koncept – učlovečena beseda. Kaj to pravzaprav pomeni? No, v bistvu to, da je nekaj abstraktnega, božanskega postalo konkretno človeško. In to je temelj, res temelj celotnega pričevanja. Ideja, da se je Bog na ta način, neposredno, ampak res neposredno, približal človeštvu. Ampak pozor, sporočilo ni samo neka teološka razlaga preteklosti. Niti slučajno. Ključni del se osredotoča na nekaj drugega. Na to, kaj ta vera pomeni v praksi, v vsakdanjem življenju. Torej, gremo od prepričanja k dejanjem. Poglejmo, k čemu natančno poziva to pričevanje. In tukaj se zgodi premik. S tem retoričnim vprašanjem se fokus prestavi, ne govorimo več samo o zgodovinskem dogodku, ampak o osebni odločitvi, tukaj in zdaj. Sporočilo torej ni več samo o tem, kaj se je zgodilo 2000 let nazaj, ampak o tem, kako se vsak posameznik odzove na to danes. Tale primerjava je pa res zgovorna. Ponazarja razliko med recimo temu dvema vrstama vere. Uporabljena je ena zelo močna metafora. Ali je vera samo nekaj, kar nosimo s sabo kot nek predmet, morda v torbi, ali pa samo na jeziku, v besedah, ali pa je vera nekaj, kar se dejansko odraža v naših dejanjih. In to je tista ključna točka. Razlika med pasivnim prepričanjem in aktivnim življenjem te vere. Ampak, katera dejanja pa so to? No, pričevanje navaja zelo konkretne primere. Recimo, prinašanje radostne vesti tja, kjer so solze. Ali pa širjenje upanja tam, kjer sta bolezen in smrt. Ne gre za neke abstraktne ideje, ampak za konkreten, otipljiv odziv na trpljenje v svetu. Vera se, po tem mnenju, dokazuje skozi empatijo in aktivno pomoč. To aktivno življenje vere, kot je opisano tukaj, pa ni samo sebi namen. Sploh ne. Povezano je z obljubo. Z obljubo o popolni preobrazbi prihodnosti. Vprašanje je torej, kakšna je ta vizija? Kaj je tisti končni cilj in nagrada za vso to vztrajnost? In da bi se dosegla ta obljubljena prihodnost, je potrebna, predanost. To je povzeta v tej kratki, ampak res močni frazi. Poudarek je na tem, da ne gre za neko enkratno odločitev, ampak za stalno zavezanost. Za vztrajanje, tudi ko pridejo preizkušnje. Ampak kaj sploh pomeni do konca? No, pričevanje to pojasni. Ne gre za konec življenja posameznika, gre za konec starega sveta. Sveta vojn, solz in žalosti. V bistvu gre za upanje na prehod v nek nov, boljši svet, v boljše stanje obstoja. In ta novi svet, ta je opisan z zelo, zelo konkretnimi obljubami. Pričevanje govori o svetu, kjer bodo vse solze obrisane. O svetu, kjer bo celo smrt premagana. Predstavljena je vizija, ki je pravzaprav vizija raja na zemlji, kjer bodo ljudje živeli, se radostili in se ljubili med seboj. In potem, po vsej tej teologiji, po pozivu k dejanjem in po tej obljubi prihodnosti, se vse skupaj vrne nazaj na začetek, k osebni izpovedi. Tukaj se vsi ti koncepti, ki so morda zveneli malo abstraktno, povežajo z neposredno osebno izkušnjo. In tukaj vsi skupaj postane res osebno. Govorka ne govori več samo o nekih splošnih resnicah. Govori o tem, kako vera vpliva na njeno življenje. Neposredno, o sreči, veselju, pogumu, ki jih črpa iz svojega prepričanja. To je res tisti vrhunec celotnega pričevanja. In ključno sporočilo na koncu je, da je ta izkušnja univerzalna. Poudarjeno je, da to darilo, ta milost, ni samo za neke izbrance. Ne, na voljo je čisto vsakemu posamezniku, brez izjem. Ne glede na to, kaj je bilo v preteklosti, gre torej za sporočilo, ki je zelo vključujoče in odprto. In tako se vrnemo prav na začetek, k tistemu prvemu vprašanju. Po vsem, kar smo slišali, ostaja eno vprašanje za premislek. Kaj torej opredeljuje pravi začetek? Je to samo datum na koledarju, ali pa je to morda osebna odločitev, ki lahko popolnoma spremeni pogled na vse, na preteklost, na sedanjost in seveda na prihodnost?